Dragi gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj sta Aljuš Pretinač in pa Miran Vilečič, stalna komentatorja. Zdaj pogovarjali se bomo seveda o teh najnovejših premikih pri sestavljanju vlade, ampak predno gremo na to, me zanima vajno mnenje. Ste videli gledali včeraj zaslišanje, pod narekovaji zaslišanje Marte Kos v Evropskem parlamentu? Ja. Ste spremljali tudi po televiziji? Par krajših, ja. Zdaj, Igor Omerza trdi, ampak to pravijo tudi arhivski dokumenti, da se je zdaj že tretjič lagala parlamentarcem. Zdaj Omerza celo opozarja, jaz sem videl na X-u, da je kaznivo dejanje, če lažeš, v Ameriki te procesirajo, nekaj let zapora in tako dalje, če recimo lažeš v kongresu in tako dalje. Ampak je zanimiva ta doktrina laži, Dokumenti kažejo eno, ona pa trdi, da ni sodelovala z UDBO. Ja, če živimo v času političnem in sicer, kjer je pomembno kaj tisti trenutek politik reče, glede na aktualno razmerje političnih sil. Če to probam zdaj malo boljše razložiti, za debato o tem, ali bo Marta Kos ostala evropska komisarka ali ne, je nepomembno, ali je sodelovala z UDBO ali ni sodelovala z UDBO. Če bo politični interes tak, da ostane, bo ostala, če bo politični interes tak, da ne ostane, ne bo ostala. Zaenkrat kaže, glede na silen trud, ki ga kolega Omerza vlaga v to, da bi dokazal svoj prav, in očitno ima za to tudi precej tehtne materialne dokaze, ni še, bi rekel, političnega interesa, da Marta Kos odide. Kar priznam, me osebno na nek način čudi, ker ne vem, kaj takšnega doprinese, recimo Evropski komisiji, da bi komisija oziroma predsednica komisije bila posebej zainteresirana, da ostane, oziroma najmočnejše evropske države. To je prva stvar. Druga stvar, navajeni smo, da komisarji tudi grejo med mandatoma, in mogoče bi bila Marta Kos zdaj najlažja, bi rekel, izbira, tudi najbolj priročna tarča. Ne verjamem, to bo Miran povedal, če je res ali ne, da bi jo tudi katera od držav, za katere formalno skrbi, precej pogrešala, ker nisem opazil, da bi se ta pridružitveni postopek EU kaj posplošil, zdaj odkar je ona komisarka. Pa ne smemo zanemariti, da vse kaže, da v Sloveniji bo se kmalu zamenjala oblast, ki ni naklonjena Marti Kos. Tako da mogoče bi z njenim umikom, lahko tudi častnim zaradi mene, da odstopi, tako rekoč 4 muhe na en mah bi lahko predsednica Evropske komisije na ta način zadela. Ampak izgleda, to, kar sem naštel. Zgleda pa, da zaenkrat ni temu tako, ali pa da obstaja neka peta muha, ki je večja od vseh teh 4, za katero jaz ne vem, ali pa mi mogoče ne vemo, in zaenkrat še drži Marto Kos na položaju. Ampak čeprav sta mogoče videla, da je pa vsem zdaj, ko je te stvari zanikala, ni hotela zanikati posameznih očitkov, konkretnih, ampak je samo ves čas trdila, da ni sodelovala z UDBO, in to je bilo to. V enem samem polstavku je želela niti ne direktno zanikati. To je tisto, ko je rekla, da je bila potrjena v Evropskem parlamentu, misleč verjetno, da so imeli vse podatke o njej in da če je šla takrat čez, da je tudi zdaj čista, bom rekel. Zdaj problem, ki ga jaz vidim, je ta, da pravzaprav v Sloveniji, če pogledaš sodelovanje z SDV-jem, kar je, se nje učita, ne z UDBO toliko ponarodelo, to, kar stalno Igor Omerza opozarja, ampak z SDV-jem niti ni tak greh. 50% populacije slovenske pravzaprav to ne tangira in ona bi v 50% populacije volilne v Sloveniji bila, če bi morala oditi iz Bruslja, bi bila verjetno herojna in lahko tudi nova kandidatka za premierko, v končni fazi v tej konstelaciji. Tako da jaz ne vem, kaj bojo tle naredili, če bo prišlo do te desne vlade. Jaz mislim, da prav nekih radikalnih potez ne bojo sprejemali. Kar se tiče Bruslja, jaz mislim, da je ta trojček Renew, socialisti in pa EPP sestavljen tako na trhlih nogah, da če se jim pravzaprav sesuje ena domina oziroma sesuje še kaj drugega. Spomnite se oba tudi pri sestavljanju te komisije, ko so bila že opozarjanja na Marto Kos, se niso kaj dosti, von der Leyenova ni kaj dosti želela slišati, ker je bilo, bom rekel, izgovor ta, da če umakne Marto Kos, bo mogla še od socialistov nekoga. Domino, Tako da jaz mislim, da pravzaprav tle lahko da bo šla, ampak nekako bo probali to zapakirati na čim manj boleč način, se pa potem res odpira vprašanje, če se ona vrne v Slovenijo,
ali je lahko po Jankoviću, po Golobu, ki sta oba nekako v delu slovenske javnosti izpadle žrtve, spomnimo se takrat, ona nova žrtev, ki bi šla, bom rekel, s to zgodbo antijanšizma proti eventuelni Janševi vladi. Jaz mislim, da po moje, da do neke radikalne spremembe, ampak jaz sem zelo slab napovedovalec, moram reči, glede tega, stav ne igram, po moje ne bo odšla, bi bilo pa dobro, da vsaj nekako poplača novi vladi, da bo delovala v tem slovenskem interesu. Prej si omenil države po Balkanu, seveda, da lahko vplivajo na njene odločitve. Mi smo videli par spornih izjav Marte Kos, da jih ne omenjam zdaj vseh vezane na Črnogoro, na Srbijo in podobno. Tako da srbska BIA bi znala to zelo dobro unovčati za interese Srbije, ki pa so spet zelo močni v regiji, da se jim gre bom rekel, na roko. Zdaj, kaj vse tam je v Beogradu o njej, pa jaz težko sodim, ampak verjetno, glede na to, da so tisti zapisi dosti dobro ohranjeni, se bi jo najdel. Mogoče sam, če dovoli, še 2 stavka. Jaz mislim, da to vse drži, kar je Miran rekel. Se mi pa zdi, da mogoče za položaj Marte Kos ali pa njen status, a bo ostala evropska komisarka ali ne, ni toliko pomembno, se vračam na prvo tezo, a je sodelovala z službo državne varnosti ali ne, ali pa s katero tajno službo je kasneje še sodelovala, ali pa v tem času, posebej po osamosvojitvi. Če je recimo z nemško tajno službo BND, potem bi mi bilo jasno, kako je sploh postala komisarka, pa zakaj tam ustraja. Tega vpogleda mi ta hip nimamo, mogoče Igor sicer Omerza že piše kako knjigo tudi o tem, ampak mislim, da ljudje, ki zdaj vlečejo niti tam, ki odločajo, gledajo bolj na to, se pravi, kaj se je dogajalo po letu 90 ali pa še kasneje, kot pa to, kar se je dogajalo pred letom 90. To je mogoče ključen stavek in to je super izhodišče, ki ga je dal Aljuš. Tisto, kar nekateri v Sloveniji vidijo kot minus pri sodelovanju z SDV, pa bom rekel, če greš globje not, in to bo verjetno tudi Igor Omerza lahko kdaj mogoče kakšno knjigo napisal, da je ta SDV še prej Udba sodelovala kar z lepim številom zahodnih služb, ki še danes ohranjajo, bom rekel, te še živeči ljudje še danes ohranjajo krasne stike z Zahodom. Je pa zanimivo, da potem, ko se je ta zgodba včeraj v Bruslu zaslišanje končalo, sem jaz dobil pismo ene gospe, ki je bila omenjena v tej zadnji kolumni o Marti Kos, nedeljo, ki jo je objavil na mojem portalu Igor Omerza, in zdaj tale očitno po tem, kar se je zgodil včeraj v Bruslu, ta gospa, dotična gospa, zahteva umik kolumne, ker trdi, da so kršeni njeni osebni podatki, ki je bila ona omenjena tukaj kot neka taka, bolj rekel, zlorabljena prijateljica Marte Kos. Sklepam da je Marta Kos potem, ko je zaključila, uspešno, včerajšnje zaslišanje, prestala zaslišanje, po mojem poklicala. Obrnila par telefonov in so pritisnila tole gospodično, oziroma gospoda je poklicala mene. Je bilo za predvidevam, ampak bomo videli, kako se bo to zdaj razpletlo. Dobro, gremo potem na sestavljanje vlade. Zdaj včeraj je predsednica Republike Nataša Pirc Musar opravila pogovore z vodji poslanskih skupin, čeprav smo videli, da so tja prišli potem tudi predsedniki strank, ne samo vodje poslanskih skupin, konkretno je prišel Janez Janša, konkretno je prišel Robert Golob, in zgodilo se včeraj, smo nekako formalno doživeli konec sestavljanja Golobove vlade. Po besedah Goloba. Po besedah Goloba, pa Borota Sajovica, Golob je na nek način včeraj vrgel puško v koruzo, Jaz ne vem, če je sploh kdaj iz koruze pobral, ker tako kot se je on lotil sestavljene vlade, kakor se on lotil sestavljene vlade, meni ni izgledalo, kakor da hoče vlado sestaviti. Mogoče on imel tako željo, ampak delajo pa vse, kot da je noče. V bistvu, če gremo kar na hiter po korakih,
Najprej je v bistvu zelo Pirovo relativno zmago razglasil za največji volilni uspeh v galaksiji, ne. Potem je se začel obnašati tako, da ima tako večino, kot jo je imel po volitvah pred 4 leti, ne. Potem je rekel, da sestavlja vlado narodne enotnosti, v kateri ne bo Janše ziher ne, Stevanovića verjetno ne, Nova Slovenija pa rekla, da noče sodelovati, ne. Potem je nadaljeval s tem, da je na očitke, da ni ponudil nobenega programa, da se je na nek način obnašal kot Zoran Janković, ne, leta 2011, ki je rekel, program sem jaz, je sproduciral nek papir na 2 straneh. Skratka, 2,5 strani. 2,5 strani, ja. Potem je nekako razumel, da vsi morajo iti v njegovo vlado in kdorkoli je imel glede tega pomisleke, so se takoj začele neke obtožbe, neke zmerljivke in ne vem kaj, ne. Neke prevare, kar naprej v nekih prevarah poslušamo po prevarantih, pa v zarotah, pa po pojedenih besedah. Tako da mene ne čudi, če Robert Golob ne bo sestavil vlade. Me pa ni to čudilo že na volilni dan, zato ker je matematika pač taka, kakršna je, ne. In če gledaš ti število glasov, ali pa če gledaš število pač poslancev, vidiš, da je zapletena pot pred Robertom Golobom, bi bila že v štartu, da bi on lahko vlado sestavil, ne. Te izjave, ki ste jih podala včeraj Sajovicem pri predsednici republike, pa nekako kažejo na to, ja, saj začasno, da bi naj vrgli puško v koruzo, oziroma da so se nekako vrnili v svoje naravno stanje. To pa je, da itak ne prevzemajo odgovornosti za nič, kažejo pa s prstom na vse druge, ne. V tem delu, ko zdaj slišim od predstavnikov Gibanja Svobode, ne, da bo Golob izvrsten vodja opozicije, mislim, da je poslanec Žavbi to rekel v intervjuju za Reporter, pa on pravi, da se veseli, ne, da bo v opoziciji. Jaz mislim, da se v tem delu se strinjam s to izjavo, ko on se res veseli, da ne bo imel pač nobene odgovornosti. Ko on se je že kot predsednik vlade tako obnašal, kot da nima nobene odgovornosti, ne. Nič ni vedel, vse je bilo mimo njega in potem je kazal s prstom na druge, ne. Tudi ta del mu pač ustreza, samo pozablja pa se mi zdi Robert Golob, ne, da zdaj, ko bo v opoziciji, nobenega ne bo zanimalo, kaj pač on, če bo v opoziciji, ne, nobenega ne bo zanimalo, kaj ima za povedati in to ne bo imelo vpliva na nikogar, ne. In ko se bo srečal s to realnostjo, takrat bomo pa potem videli, koliko je teže na teh njegovih zdaj aktualnih izjavah, kako je zadovoljen in tako naprej. Zakaj pa je po tvoje prišel, oziroma oba sprašujem, zakaj je po vajnem mnenju, recimo sploh Golob včeraj prišel skupaj z Sajovicem tja? Ja, ne vem, zakaj je tudi Janša prišel, ne, to, da pač vodja poslanske skupine. Janša je prišel sam, ne. Ni imela časa. Godčeva je ostala v Državnem zboru. Zdaj, če bi hotel biti nesramen, bi pač rekel, da ne zaupa toliko, bi rekel, Sajovcu, ja, ker če gledamo njegove izjave, ki jih pač on daje, tudi ko nastopa v imenu Svobode, pač po nekih televizijskih oddajah, jaz tu neke dodane vrednosti priznam, ne vidim, no. Predvsem ne nekega smisla. Zakaj sta prišla oba, težko zdaj ugibam. Golob verjetno je mogoče zadnji hip ugotovil, da je slabo, da ni on zdaj tam zraven in se mi zdi, da nekako že pogreša malo to, da lahko pride v medije, kadar želi in da pač tam v medijih pol govori, kar želi, ne, kar je prej kot predsednik vlade lahko storil, zdaj se mu to že malo omejuje. In se mu je zdelo verjetno pomembno, da pač pride tja, mogoče celo potoži tudi predsednici republike ali pa, ne vem, špekuliram, je tudi prosi, da naj ne podeli mandata Janezu Janši, ne, čeprav vidimo, da že dekani nekih članic Univerze v Ljubljani to tudi počnejo, ne, v medijih. Je pa zanimivo, ne, da je pač, zdaj, če jaz prav razumem, bo zdaj situacija taka, da bo Sajovic vodja poslanske skupine, bo Sajovic, ne? Svobode v opoziciji, Golobu pa predsednik stranke, kako? In bo tam pač sedel, kako bo to izgledalo, ne? Čakajoči, da se vrne na oblast. Čakajoči, da se vrne, ja. To je menda rekel, ne, menda je tam pač sklical poslansko skupino in mi je rekel, ne mu dajo leto dni časa, ker po leto dni bodo spet prišli nazaj na oblast. Mrskej v tej svobodi ni jasno, ne. Saj normalnemu človeku, tudi ta poteza lahko, da je bil povabljen strani predsednice, pa je prišel zraven kot eventualni pretendent za mandatarja, tako bi se dal sklepati, ampak načeloma ta njegov veselje, da bo v opoziciji, jaz vidim samo za enega možnega razloga in to je, da je vesel, da bo imel poslansko imuniteto, ker saj na to, kar se napoveduje, da se bojo odpirale zadeve, s katerimi je on zelo povezan, ne. Bi človek prvo to pomislil, da ga predvsem to veseli, ne, da bo imel to imuniteto, ne. Kar se tiče pa liderstva opozicije, ne, pa vidimo spet to
To nesrečno, ta nesrečen SD, ker pravzaprav noben ne odreagira na te besede, pa verjetno, da bi bilo smiselno enkrat končno pokazati, da ta stranka obstaja, ne? In da se reče, halo, tudi mi smo tle. Ne? Ampak očitno bomo gledali to, kar smo gledali 4 leta na oblasti, bomo gledali tudi 4 leta v opoziciji. Mislim pa, da bomo predvsem, če bo res če bo desnica sestavila vlado in kaže na to, da se pogovarjajo v to smer in verjetno z izkušnjami, ki jih imajo iz leta 2022, ne, oziroma 2020, ne, bojo poskušali sestaviti vlado za 4 leta, ne. Se mi zdi, da, ali pa vsaj za 3,5, ne, bomo predvsem gledali po vsem tem, kar vidimo in vemo o Golobu, bomo predvsem gledali propadanje nekega politikanta. Ne. In zdaj, kdaj bo on to dojel, ne, da je prišel konec njegovi politični karieri in se eventualno poskusil umakniti, sicer ne vem kam, ne, ker če bojo te res šli v zgodbo preverjene tudi genija, kjer ima on, če se mi ne motim, zadnjo zaposlitev kot PR-ovc, se bo težko kamorkoli vrnil. Zdaj, videl se verjetno spomnite vseh tistih norih napovedi, tudi medijskih, njegovi mediji, ne, iz leta 2021, ne, da ne glede na to, da je imel na desetine pozivov iz tujine, ne, iz stroke se je on odločil za slovensko politiko. Zdaj, v 6 mesecih bo on imel priložnost, da svoje sanje uresniči in da gre v tujino na neko plačo za, ne vem, 30-40 tisoč evrov na mesec v stroko, bom rekel, v energetiko. Jaz bi to od takega strokovnjaka, kot se nam je predstavil, bi pričakoval, da ne bo sedel kot eden od 90-ih v tem parlamentu. To za slovenskega Steve Jobsa, ne, s področja energetike, da so mogli steps. Ker jaz mislim, kaj je tle pomembno, kar sem pozabil mogoče povedati. Ne. Jaz mislim, da so tudi ta leva omrežja, ki vsakokrat sestavljajo zgodbe levih vlad, ugotovile, da imajo pravzaprav politično truplo v parlamentu. Mislim, da ima Francija prek 50 jedrskih elektrarn. Ja, Macron bi ga lahko dal za direktorja ene jedrske elektrarne. Recimo. Ti govoriš za državni elektrarne. Ker se spozna na to, da je pač prodajal elektriko iz Eka. Kaj pa ta njegova, recimo, izjava? Ta se mi zdela precej brutalna. No, zdaj še nekaj v Golobu, pa itak gremo naprej. Ta izjava, no, recimo, da je vlado zdaj sestavlja koalicija prevarantov. Ja, mislim, je Retič napovedal v prejšnji uri, sicer, da bodo zdaj zelo, bom rekel, nastopa neko obdobje primitivnih komunikacij, ne, v slovenski politiki, da se bo to samo še stopnjevalo. Ne. Oni pač živijo, vse o tem smo se večkrat pogovarjali, v tem nekem svojem vzporednem svetu, ne, in ki z realnostjo dostikrat nima veliko zveze in pač v njihovem svetu vse prevara, kar pač ni po njihovo. Ne. In jasno, da je za Goloba to prevara, ne. Ker Golob pač misli, da je edini možen rezultat, da on zmaga volitve. Ne. In zdaj saj v tem delu, da je pač relativno dobil največ glasov, je to drži. Ne. In pač ne more sestaviti vlade. In to je zdaj prevara, da on ne more sestaviti vlade. Prevara je, da nočejo iti vsi k njemu. Ne. Prevara je, da ne reče, ti si najboljši, pejmo mi naprej v vladi, kjer boš ti z Luko Mescem imel večino, ne. Mi ostali bomo pa tam gnoj kidali. Ne. In pač jaz mislim, da njihova edina strategija je to, da zdaj vsem razloži, da je tu prišlo do neke velike zarote, ne. Da je to neka goljufija od zadnji in tako naprej. V bistvu se Golob tako obnaša, kakor obtožuje druge, da se pač obnašajo. Ne. Se pravi, tako kot je zmeraj pač očital Janši, ne, da povsod vidi neke prevare in zarote, tako se zdaj sam obnaša, ko ni po njegovo. Ne. Jaz ne vem, koliko časa pač lahko ta zgodba jim vzdrži v nekih prevarah. Vidimo pa mi po drugi strani vsak dan praktično, ne, da to, kar so oni sami počeli, pa kar so komunicirali za 4 leta na oblasti, je bila ena velika prevara. Ne. Ker zdaj kar naenkrat denarja v proračunu ni več vprašanje, ali je ali pa ga ni, ampak zdaj vemo, da ga ni. Ne. Dolgotrajna oskrba vemo, da je ni. Ne. Še marsikaj drugega. Ja, 500 metrov do zdravnika je verjetno nova krilatica za naslednje lokalne volitve. Ne. Skratka, oni učitajo ali pa on učita drugim tisto, kar sam v resnici počne. Ne? Se pravi, to je to, kar sem prej rekel, to kazanje s prstom, da se pač potem nekako zamegli, kdo je tu v resnici kriv. Ne? Ampak
določen del volilnega telesa, če večinski, če hočete, na teh volitvah je še pristal na to, zdaj koliko časa še po volitvah, je drugo vprašanje, ampak jaz mislim, da z vsakim dnem je manj možnosti, da bi se Robert Golob pač vrnil na oblast tudi po enem letu, ker po enem letu ne vem, kdo si bo njega spet nazaj želel. Imamo to izkušnje z prejšnjimi premierji, ki so mogoče računali, kako se bojo zmagoslavno vrnili, pa smo pa videli, da razen v bistvu Janeza Janše nobenega drugega tazga ni bilo. Ja, pa tudi Janša ni. Ki bi izgubil oblast, pa bi se potem nekaj uspešno vrnil. Aljuš, ko je bil v opoziciji, tudi Janša ni tako nekako nastopil v parlamentu. Ne? A veš, kot lider, bi bil lider opozicije, ampak ni bom rekel, bil zagovorniškim pultom, ni debatiral okoli zakonov in vse te stvari. Ne, on si je tudi vzel nek dopust, zmeram ponovati, kako knjigo napisal, ali pa kaj, tudi učitelj so mu, da ne hodi na seje, da ni prisoten, ne vem kaj. Ko so se pač stvari začele zapletati, se je pa takrat angažiral. Jaz mislim, da pri Golobu je ta pozornost, se pravi, on bo pogrešal to pozornost. On more sam sebi in tem svojim najbližjim in vsem nam ostalim dokazovati, da on še zmerom kontrolira stvari, da je vsedlo, da ne vem kaj, da je nek faktor. To je bistven razlog, ja. Da je nek faktor, ampak najkasneje jaz pričakujem, da po pol leta, ko je možno zamenjati pač poslanca brez tega, da poslanska skupina zgubi mandat, zna on ugotoviti, da pač ne rabi zdaj več biti tu nek faktor, pa da je lahko faktor tudi kje drugje. Tu je zdaj sam stvar, v bistvu, kako učinkovito se bo ta vlada sestavila, kako nova, če bo do nje prišlo, brez Goloba, kako učinkovito bo delala, toliko manj bo pač pozornosti na Golobu, in svoje bojo podigrali tudi mediji. Če bojo mediji nekako se začeli obnašati tako, da bodo pač gledali realne razmere stvari, pa poročali o realnem svetu, potem tudi njih ne bo več dosti zanimalo, kam ima Golob. A so zdaj ti mediji Goloba zavedli, ko so mu govorili, da je pa zmagal volitve in da lahko tako sestavi vlado? Ja, pa se to je on medijem govoril, ne? A veš, to ni zdaj, da so mediji... bilo vzajemno. Ja, ne. To so bile sporočila Goloba svojim koalicijskim partnerjem, medijskim, kakor jih jaz imenujem, in te so seveda... Han je bil že od vsega začetka skeptičen, ne? Če bi kdo... Že v nedeljo zvečer takrat, če bi kdo tega Hana poslušal v teh medijih, bi verjetno že prej ugotovili, ampak pač ne smejo, ne? Mediji so bili pravzaprav 4 leta trden zaveznik, koalicijski partner Goloba in seveda so pisali, kar so pisali. Zdaj... Problem je v tem, ker mediji pač ne polagajo nobene odgovornosti ljudem, in lahko pišejo kar čjo. In seveda Golob kot sila prestrašen človek v svoji osnovi, pustimo zdaj to narcisoidnost, ki jo želi pokazati, in samozavest, ki je posledica te deviacije, je, mislim, da je to Aljuš zelo dobro opisal, ugotovil, da on mora biti tukaj s takim nastopom zaradi strahu pred izgubo še tega. Daj, ne vem, če so me gledalci razumeli. On pač ne zaupa ljudem okoli sebe. On verjetno zaupa Zoranu Jankoviću, Tini Gaber, in tle se potem počasi zgodba konča. Tam pa sedi, koliko je še, 28 poslancev, za katere on ni čisto prepričan, mu bojo vsi stali ob strani ali ne. In to so zdaj te neki nastopi, kjer on želi pokazati, se pravi, lider opozicije, prevaranti so teli, ki ne bojo dolgo trajali, hoče enostavno to mobilizacijo držati skup, ampak jaz mislim, da se mu tle ne bo išlo, zato sem že včeraj zapisal, da nas zdaj čaka eno tako mučno gledanje propadanja nekega politikanta oziroma samodržca in politikanta. Ne vem, če ste opazila, mislim, da je bilo v sobotnem delu, sem opazil članek oziroma fotografijo, pomembna mi je fotografija. Oče Čeferin je objavil neko knjigo. Ja. In je bila Peto ali šesto knjigo. Ja, in je pač bila tam članek o tem. Ti si gledal, bojiš v prvi vrsti, ne? Ja, govorimo o prvi vrsti. Zdaj, kdor bi želel razumeti, kaj je razlika med, po mojem mnenju, med desnico pa levico, da tako rečem, v Sloveniji, naj si pogleda to fotografijo. Se pravi, pač, ja, sin je predsednik UEFA, ta drug sin je predsednik Ustavnega sodišča, ampak vendarle pač odvetnik načeloma v pokoju, in v prvi vrsti pač ljubljanski župan, Matjaž Han, Milan Kučan in tako naprej. Pozabil si še novega člana Ustavnega sodišča. Tako. Gospoda Starmana. Tako, ja. Iz znane družine. Tako. Ja, skratka, recimo, na desni ni, da bi zdaj Janša v prvi vrsti sedel, pa bi tam neko knjigo predstavljal. Je Janša zagovornica, pa pol drugi v prvi vrsti sedijo. To je to, kar se mi zdi tu pomembno. In kar se tiče Goloba, po mojih informacijah, to so pač nepreverjene,
naj bi prišlo tudi do nekega kriznega sestanka, obrob pač očitno te prve vrste v te knjige, med predsednikom UEFA Čeferinom, Zoranom Jankovićem in Milanom Kučanom in mogoče je bila tema tega sestanka tudi kako naprej po Golobu. Ne? In če je res do tega sestanka prišlo konec preteklega tedna, potem bi lažje razumel, zakaj je Robert Golob v narekovajih tekel k predsednici republike, ne, in zakaj nekako poskuša zdaj z izjavami zamegliti, umazati in nekako nadomestiti to, da vse bolj očitno izgublja oblast. Ne. To se pravi, če pa tebe razumem, da poenostavimo, oni trije so se zbedili pred par dnevi, ne, da bo Golob moral oditi. Ne. Ja. In zdaj Golob to skuša na nek način neutralizirati ali pa reševati še z tem, da lansira tezo, da je on lider opozicije. Ne. In celo to bi rekel, ne, da če je do tega prišlo, očitno so informacije ali pa saj nekaj navodila v zvezi s tem prišla tudi do Lenarta Žavbija, ne, ker se mi zdijo zanimivi tudi njegovi poudarki, se pravi lastni, ki jih je sam izpostavil iz svojega intervjuja. To še nisem doživel. Mi smo že intervjuvali ljudi ali pa tudi dali smo intervjuje, ampak še nikoli nisem, jaz recimo svojih poudarkov iz intervjuja z mano ven dajo, ne, ampak okej. Je rekel, dva se mi zdita pomembna ta poudarka, ne, če še toliko potrpiš z mano, Bojan. Eden je, da je rekel, da pač bo Robert Golob odličen vodja opozicije, ne, beri tukaj Čiči pa Čaki, ne. Drug pa, da se mora zdaj levi pol poenotiti, zato bo on podprl Zorana Jankovića na županskih volitvah, ne. Se pravi, neke te nore ideje, za moj okus nore, ki so zdaj zadnje dni krožile, ne, kako bo Urška Klakočar Zupančič kandidatka za županjo Ljubljane, ne, jo je že premaknil na une volitve, ne. Tako da, mislim, za nekoga, ki je bil prvič poslanec, ki je mlad, pa to se mi zdi, da je Lenart Žavbi zelo veliko nekih messagev tle dal, ne, in zdaj možno, da pač so to čist njegovi osebni pogledi, možno pa tudi, da niso, ne, da je nekdo mu pač položil na srce naj te message da. Ti povzetki, vse to si duhovito povedal, ampak ti povzetki intervjujev v Reporterju so tudi malo zaradi tega, ker imajo tisti, ki so dali intervju, ne, Žavbi konkretno ima malo strahu, da ta intervju ne bo imel velikega dosega, pa reč sam naredi povzetek. To sem te hotel vprašati, koliko izvodov še Cerka proda, pač revija Reporter, ne, ker za tak intervju pač s takimi nekimi poudarki, ne, bi mogel ali zbrati drug medij, ali pa bi moral to biti nekdo drug, ne. Tako da mogoče ni vse rožnato znotraj tam, ne. Sem pa saj za njihov dobro toliko vesel, no, da te nore ideje, to prej nisem uspel končati, da bi recimo Urška Klakočar Zupančič kandidirala za županjo Ljubljane proti Zoranu Jankoviću ali pa celo Robert Golob, da očitno saj te nore ideje so zdaj pospravljene z mize. Ampak je pa med temi novimi idejami je tudi ta, da je pa vendarle Žavbi rekel, da bi bil Golob, ne, dober lider opozicije, ne? Ampak lider opozicije, kaj pomeni biti lider opozicije? Lider opozicije pomeni po slovenskih pač tle izkušnjah. Hočem reči, to zdaj primerjam z informacijo okoli tega sestanka. Se on je lahko lider opozicije, ne, se pravi, mi vemo, če je na oblasti Janez Janša, vemo, kaj je vloga liderjev opozicije, ne. To, da so tam na mrtvi straži, dokler ne prijajo naslednje volitve, ko se na njih ne računa. Ne? Drugače, če je recimo Janez Janša vodja opozicije, ne? Ker na desni ni dileme, pač, kdo je tisti, ki pač v bistvu je glavni kandidat na volitvah in ki dobi pač podporo. Ne? Na drugi strani, povejte mi enega, ne, vodjo opozicije, ki je na koncu pač potem šel na volitve kot špicen kandidat te tranzicijske levice ali pa anti-Janša bloka. Nobenega tazga ni. Ne? Zmerom najdejo enega deus ex machina, ki se na koncu pojavil, pa pol nova stranka, pa kar vse gre k njemu. Ne? Tako da, če bi jaz bil na mestu Goloba, bi me skrbelo, ne? Če bi mu še kdo, za Žavbija se verjetno toliko ne sekira, ampak če bi mu še kdo drug, mogoče malo starejši od poslanca Žavbija, rekel, ti kar bo vodja opozicije, ne? Ker to pomeni pač za moj okus, da bo pač tam na mrtvi straži, dokler ne bojo našli tistega novega, kjer jim bojo pa atakirali Janša. Se pravi, skupina Mraz je zdaj samo še MAZ, kako, ne? Mraz nikoli ni bila. Robi nikoli ni bil del tega. R je druga črka, ne? R je nem, ne? Lahko, da ti je išlo zaradi same besede, ampak bom rekel... Zame je to malo laže, ker imam težavo z izgovorjavo besedo V, pa je laže reče mas. Kar naj ostane pri mazu. Ko Django se spomniš, ne? D je nem, ne? Golob je bil pravzaprav tisto, kar je bil nekoč Miro Cerar ali pa Alenka Bratušek. Težko ga je enačiti s temi tremi, ki si jih omenil. Ampak da se vrnem na njih tri. Od te
svete trojice, tega cveta levega omrežja, ideološkega, pravzaprav Golob na pol lahko računa samo še na Zorana Jankovića. Milan Kučan je bil v Reporterju jasen v svojem intervjuju zadnjem, ker je pravzaprav že omenjal možnost tretjega človeka in to se je tudi na terenu že dogajalo, saj kot vaba za Logarja in pa recimo Novo Slovenijo. To Boštjančič so ponujali, ja. Drugo. Ampak je bil takoj zavrnjen Boštjančič. Ja. Aleksander Čeferin pravzaprav bo gledal nase in na svoj novo kandidaturo 2027. Ne. Ki je sicer prej rekel, da je ne bo, pa gleda ja, ampak verjetno bo. Toliko prevaraš, pa usnedenih in zgubil je recimo zdaj Orbana kot zanesljivega partnerja. Ja. Ne verjamem, da bo Madžar spreminjal v tem nogometnem pogledu. Zgubo je Slovenijo mogoče potencialno? Ne, jaz mislim, da je, če lahko kdo srečan, je zdaj lahko, dobro, prej Golob recimo ne bi imel nikakršnega vpliva na UEFA Janša s temi desnimi politiki po Evropi, ki vendarle imajo vpliv na svoje nogometne zveze. Plenković zagotovo. Plenković zagotovo, imel ga je Orban, ima ga Vučić, da ne naštevam naprej. Vico Zeljković v Bosni, recimo, ki je Dodikov nečak in podobno. Jaz mislim, da sta oba dosti pametna in Čeferin in Janša, da si pravzaprav tle ne bosta nagajala. Ne. Janši bo interes, da imamo še naprej predsednika UEFA. Ja, da ga nimamo v slovenski politiki. Čeferinu bo pravzaprav interes, da mu Janša ne posega s kakšnimi svojimi besedami v svoje prijatelje, ker treba pa je priznati, Janez Janša je priljubljen v tem desnem krogu svojih kolegov. Ne. Ni na nivoju Evrope. Ni zdaj to, da... Bolj kot Robert Golob že, ne? Ja, mislim, tle je tiska misel naivno, da Janez Janša res nek bav znotraj Evropske unije se moti, ne. Ima veliko več, bom rekel, sogovornikov in zaveznikov, kot to želijo predstaviti slovenski mediji. Tako da pravzaprav od te trojice Maz je samo še Zoran Janković ustal nekje na 3/4 ali pa mogoče na pol podpornik torej Goloba, na pol pa zato, ker bo prišel, ker prihaja čas, ko bo mogel Zoran Janković predvsem zase poskrbeti. In jaz mislim, da tle bo imel kar veliko dela in težav. Ker vidim, da si z Miranom midva rada igrava po tleh, si skozi dvojne podaje izmenjujeva, da spet mogoče še jaz se malo na njega našlepam. Tudi Zoran Janković, če bo, jaz pričakujem, da bo pač ponovno kandidiral za župana Ljubljane, tudi če žal bi rekel, da ga bo podporil, verjetno bo. Pričakujem tudi, da bo izvoljen, no, ker pač ni videti nekega resnega protikandidata, saj zaenkrat na vidiku, bo moral sodelovati za vlado, ne? Tudi če bo vodil Janez Janša. In kakor jaz vem, saj kakor je bilo navzven videti, pa tudi nihče od akterjev mi na štiri oči ali pa neformalno ni kaj drugega rekel, je tudi z vlado Janeza Janše v času covida čist korektno sodeloval do samega konca, pol, ko se je že nakazovalo, da bo pač Golob naslednji voditelj. Ne. Tako da mogoče je Golob zgubil po tem principu še Jankovića. In tudi Čeferin, Aleksander Čeferin, ne, če bo ga Janša podporil, pač, oziroma če boste imela nek dogovor v nenapadanju, Ustavno sodišče bo zelo pomembno za Janšo. Ne? In tudi z tega vidika, ne, se pravi, ni sam Čeferin tisti, ki ima interes, mogoče ga ima tudi Janša. In potem ostane v bistvu samo še Milan Kučan, ki sicer je faktor pri recimo obvladovanju volilnega telesa, pa usmerjanju pa tako naprej, ampak nima pa nekih, bi rekel, neposrednih realnih vzvodov moči, za razliko od teh drugih dveh. Ne? Tako da na koncu mogoče bo ustal, zdaj smo rekli, da R ni več zraven, mogoče bo sam R ustal od celega obraza. Ne? Se pravi, ker kaj bi bil potem interes Kučana, recimo, da še Goloba podpira, ne? Kučan tudi je izkušen politik. Verjetno mu je jasno, da če bi se Golob malo drugače obnašal, bi mogoče vseeno bilo možno kako vlado sestaviti. Ne? Ne nazadnje ima izkušnjo z Jankovićem, to pogledno, ne? Ker Janković ni poslušal, pa vemo, kakšni so bili rezultati. Ne? Tako da ne vem, nimam občutka, no, da bi Robert Golob lahko resno računal
na to, da bo on kar še ostal tu zdaj podpiran z vseh teh centrov moči, kot nekdo, ki sam čaka v nizkem štartu v zavetrju, da bo čez 1 leto spet prišel nazaj, ali pa celo na naslednjih volitvah, ki teoretično so lahko čez 4 leta šele ponovno kandidiral proti Janezu Janši. Mislim, da ne. No. Mogoče so, če pol sklenemo, nekak logičen zaključek bi bil, da to obnašanje Goloba trenutno, pravzaprav in ta mobilizacija s temi besedami, za katere pravzaprav tisti, ki spremljamo dnevno politiko, vemo, da so iztrte, izvite ali pa da nimajo nekega učinka, pomenijo lahko zgolj še, da želi mobilizacijsko vplivati na tisto svojo skupino, jaz jim rečem GNI poslanci, da vsaj tiste nekako zadrži. Ampak poglejmo, če se bojo res dogajale preiskovalke parlamentarne, bo na tapeti tudi GNI. In vprašanje, kaj bi lahko, na koncu bo vsak zase poskrbel. A veš, ker ta sestavljenka teh poslancev Svobode je, bom rekel, nekaj je ideološko, nekaj je GNI, pa verjetno so kakšnih malenkost nekih prostih strelcev. Tako da pravzaprav Golob nima dobrih kart. Golob nima dobrih kart in jaz sem lih včeraj razmišljal, da mi ga je po svoje malo žal, saj smo bili kritični do njega, ampak obnašal se je, kakor se je obnašal. Zdaj, ko bo pa nastala ta, bom rekel, to brcanje političnega trupla, sem pa jaz rekel, jaz se tega črednega nagona več ne grem, ker se mi zdi, da res nima kart. Res ne drži nikakršnih kart v roki, ki bi mu politično preživetje omogočili. Vesel bo, če bodo druge stvari pa njemu preživele, ne? Če bo prestal te preiskovalne komisije, če bo prestal recimo kakšne zgodbe, moja ocena je kakšne postopke, ne? Tako. Če bo prestal zasebnost Tino Gaber in podobno, ne? To so zdaj vprašanja, ki si jih mora on zastavljati, ne pa svoje ponovne vrnitve na tron slovenske vlade. Je pa fajn zdaj, Luč, da si upozoril še na eno stvar, to je Aleksandra Čeferina in njegovo zagotovilo ali obljubo, da ne bo več kandidiral, za predsednika UEFA, ki jo je rekel tako, tudi javno, celo institucionalno nekje, Namreč, ker to je zanimivo, zdaj, ker si mediji slovenski učitajo raznim logarjem, pa vsem drugim nekako požirajo, pa Stefanoviću, pa ne vem komu še vse, pa Janši, obljube, on je to obljubil javno pred celo evropsko nogometno sceno, Bomo videli, če bo do kakšen del od dnevnih Mladina, če bo to očital, ko bo to požaral drugo leto. To ne bojo, ampak dajmo se vprašati. Dajmo se drugače vprašati. Jaz sem bil zelo kritičen do Čeferina, pa verjetno zaradi določenih karakternih lastnosti še vedno sem. Ampak je pa fino, da imamo kot majhna nacija in takega človeka. In jaz si bi želel, da ponovi in tudi, bom rekel, drži, požaral je očitno, več kot očitno je požaral svoje besede. Bo požaral, ker vse kaže delovanje Čeferina in te skupine ljudi, ki si jo je izbral, operativno, da oddelajo zgodbe, kaže na to, da on gre na nov mandat. Bo pa zanimivo spremljati, jaz upam, da se ne bo zdaj pa res več tako vmešaval v dnevno politiko slovensko. To pa mislim, da se pa ne bo. Po mojemu vsi, ne samo mi, tudi tisti, ki nas gledajo, poslušajo, želijo, da bi bil uspešen predsednik UEFA, pa da bi nadaljeval s tem mandatom. To ni sporno. To sem hotel reči, sam še to, Bojan. Zdaj te prevare, kdo je to lansiral? Najprej je govoril o prevari volje volivcev Marjan Šarec, kar je posebej bilo bizarno. Se pravi, človek, ki je sestavil vlado s pol manj poslanci od relativnega zmagovalca volitev, izigral Janšo. Je rekel, da tu pa zdaj, ki je pa 1%, 8,000 ali koliko glasov, en poslanec je pa zdaj to neka blazna prevara in ne vem kaj. Tako to sam kaže na to, da enostavno ta stik z realnostjo, in to me kot levičarja po političnem prepričanju me še posebej boli, je tle res zelo šibek še, če sploh še obstaja. In dokler ga ne bojo vzpostavili, potem bodo v situaciji, v kakršni so, da morajo hoditi v prvo vrsto tam gledati ene upokojene odvetnike, ki predstavljajo svoje knjige. In to je njihov problem. Vsej ni problem tok, da ti izgubiš oblast. To je normalna stvar v demokraciji. Enkrat ena opcija na oblasti, drugič druga. Lahko so dolga obdobja, ko si ti na oblasti, pa pol nisi, pa tako naprej. To je čisto normalno. Ampak problem, ki ga jaz vidim pri slovenski levici, je ta,
da mi zdaj, ko pogledamo, kdo je lider Levice, ne, o kom se pogovarjamo, ne, o predsedniku UEFA, o županu Ljubljane, ne, o nekdanjem oziroma prvem predsedniku, ne, pa o Robertu Golobu mogoče v četrti izbiri, ne, ki je pač kakršen je, pa vse probleme, ki jih ima on, pa še pred volitvami v bistvu prejšnjimi, ne, nismo še nikoli pogovarjali o njemu kot v bodočem ali pa celo predestiniranem liderju Levice, ne. Se pravi, če bi on če mu ne bi pač ne podaljšali mandata na GEN-I, verjetno on nikoli ne bi postal lider Levice, ne. Se pravi, to je težava Levice, kot jo jaz vidim, ne. Na desni, vsaj zaenkrat, čeprav tudi tam pač razmišljajo o generacijskih spremembah, pa mogoče bi s katerim drugim šli, bi bilo boljš, pa ne vem kaj, pa gor pa dol, ampak vseeno je ta hierarhija jasna. In tam tudi tisti, ki je njihov špicen kandidat, tisti, ki je dosegel najboljši rezultat na volitvah, ne, skoraj izenačeno z relativnim zmagovalcem, tisti bo predsednik vlade, ne. Tisti tudi, če sestavlja kdo vlado, jo sestavlja on, ne. Medtem ko na drugi strani, a jo sestavlja Robert Golob, a jo Milan Kučan, a Aleksandar Čeferin, a jo Zoran Janković, a v končni fazi Tina Gaber, se ne veš, ne. In to ni normalno, ne, se pravi, tudi kot politolog po stroki, pač to ni normalna situacija, ne. To ni normalna situacija, da ti pač imaš v politiki... Zdaj na koncu menda vsi neki sestavljali, nekaj Janković sestavljal, za Tino Gaber, ne vem, nekaj Golob sestavljal, bojda je bilo ogromno nekih emisarjev, ki so hodili z nekimi pobudami, ki so hodili z nekimi, tisto, ki se reče, ne, verjem, prihajamo od Anžeta Logarja, ali pa od Ilca, ali pa Hilcu, ali pa Hanžetu. Skratka, problem Levice je, da to ni več Levica, ne, zato... Mislim, jaz ne vem, a ti še najdeš kaj skupnih točk tistega, kar si ti bil, pa to danes, to je zame transakcijska politika. Jaz recimo liberalizma, za kar se imam, bolj bom rekel tega socialnega liberalizma, ne najdem več v teh ljudi. Ne? In a veš, recimo, dal si mi dobro istočnico, ne, ki govorijo kaj, kdo, kje, zakaj. Zdaj vidimo te napade na Stevanovića. Koliko smo bili mi kritični do Stevanovića, koliko smo upozarjali na Stevanovića in še upozarjamo. Ampak mi nimamo ene same slike Stevanovića pa Vučića. Zaenkrat. In tudi, če se bo Stevanović dobival z Vučićem, recimo... Tudi s Dodikom ne, recimo. Ne? Ampak ni stadionov odpiral po Srbiji. Ampak mi tudi, če jaz bom rekel tako, se ni problem Vučić ali pa Dodik. Problem so tisti, ki jim prihajajo poljubljati prstan in jim omogočajo v Sloveniji, da držijo neko roko nad določenim. Stevanović zaradi mene naj hodi v Beograd na kavo, kadar če to ne pomeni, oziroma če ne bo kot prtljage nazaj prinesel srbskega sveta. In včeraj je, ne, bom rekel, medij, v katerem sva midva solastnika oziroma glavna urednica in novinarka napisala krasno stvar, ne. Ni problem v Sloveniji, da bomo s Stevanovićem šli v srbski svet. Vprašanje je, ali bomo šli iz tega srbskega sveta, ki ga je recimo Zoran Janković prepelil v Slovenijo. Ne? Dobljivite se z Vučićem, to ni noben problem, ampak ne pa vleči potem prtljage nazaj. Ampak nekaj druga sem hotel še upozoriti pri teh prevarah, ker to mi je pa res tudi abotno, moram kratko reči. Ki stranka Levica, ki je zdaj spet rekla, edina stranka brez afer, pa je Logar ni hotel v koaliciji. Ponavljajo to, mantra. Nobenih pa ne vprašaš. Samo eno besedo, rekel fotopapno. Mislim, to je res, kakšna stranka brez afer, to prvič sploh ne drži. Njihovi ministri, če greš gledati procentualno, imajo več afer, kot pa pač ministri Svobode, zato ker jih je tudi manj bilo v vladi. Ne? To je točka ena. Drugo, največja afera vseh možna je pač afera Fotopapa. Ne? Ker za moj okus je pač največja afera to, če nekdo priklenja pač mladoletne osebe tam na radiator, zato da jih ne vem kako zlorablja, pa omamljene in ne vem kaj bi bilo hujše od tega. Ne? In oni še kar naprej, edina stranka brez afer. Ne? In kdaj bo recimo to volilno telo, to mene zanima, tudi antropološko malo že doživelo nek stik z realnostjo, ne? Ko ti praviš, kaj jaz še imam skupnega z njimi. Jaz nič, ampak mene zanima tisti, ki njih volijo.
Ker jaz vem, da je veliko ljudi je volilo stranko Levice, ker res misli, da se zavzema za delovske pravice in za majhnega človeka. In da nima nobenih afer. In da nima nobenih afer. In tudi, oprosti, Miran, in tudi Roberta Goloba, na isto vižo, se pravi, on ne samo, da nas bran pred Janšo, on tudi je socialen človek, je zato, da naše pravice, ne vem kaj, gor dol, ne. Mislim, utopija. Tisti, ki se zdajle, recimo, usajajo, pa vem, da je dosti takih, tudi v državnem aparatu, kaj je Golob nam naredil s to božičnico, zdaj je čist pač s prazno proračun in tako. Ja, kje ste bili pa prej? Saj je bilo jasno, pač kam stvari peljejo, In to se zdaj vidi in mogoče zaradi tega tudi špekuliram, Janez Janša ne hiti toliko sestavljene vlade, ker po tej strani ga pa razumem, ker vsak dan praktično mi vidimo, kako Golobova jata ni imela itak nobenega scenarija, razen tega, da mi bomo zdaj vse naredili, da volitve zmagamo, pa bomo že videli, kako bo. In zdaj vidimo vsak dan, da sploh ni bilo nobene prihodnosti. Lej, seveda, da so aferaši in to ne majhni, tudi če damo ta fotopap na stran, samo če bi bili mediji korektni, bi pisali recimo o lomastenju po zavodu za zaposlovanje, kjer so pravzaprav celo garnituro odstranili, zdaj pa ljudje dobivajo na podlagi sodišč, sodišč dobivajo, bom rekel, velike novce za to, in podobno. Skratka, lomastili so, seveda. Asta Vrečko je dobila kulturo in iz kulture je šlo ogromno denarja tem medijem. Tem medijem, za kateri bi mogli poskrbeti, da nas pa korektno obveščajo o tem, kaj se dejansko dogaja. In če nas bi korektno obveščali, mi verjemite, da bi ta stranka Levica imela še kar neki afer, ne samo fotopap, lomastenje in podobno. Tako da znali pa so odšpilati, seveda, z našim denarjem davkoplačevalcev, da zaprejo usta medijem oziroma vsaj omejijo jih, kaj pišejo in kaj ne pišejo. Tako da to je v bistvu prevara, če govorimo že o prevarah. Mediji niso odigrali, predvsem državni mediji, RTV, STA, niso odigrali tiste vloge, ki jo morajo odigrati. Zdaj, če imamo mi neka politična ali pa ideološka stališča, mi smo v privatnem mediju, tako kot Pop TV, tako kot Planet. Recimo, zdaj, lahko se mi dva kregava ali pa se kregamo o teh ideoloških, bom rekel, nekih pogledih na svet. RTV pa to ne bi smel biti. Po zakonu. Pa nam je prikrival. A veš, prikrivali so nam afere Levice. Ja, pa sej mediji, se to, kar je po moje tudi paradoks, Zdaj, mi pač, naš doseg je tako, kar je doseg pač ure resnice, Se pravi, noben pač etabliran medij ne bo zdaj povzel pa rekel, pač bili so te trije, pa so se pogovarjali o tem, pa Miran je rekel to, pa on je rekel to, Tle pa vidiš, da celo žal bi imel večji doseg, saj tako misli očitno on, s svojim Facebookom, kakor ima Reporter, da on mora v Facebooku napisati, kaj so poudarki njegovega intervjuja v Reporterju, Se pravi, zmerom je ta nek odmev, nek neorganski pač doseg, kjer pol drugi pač rečejo, tam je pa pisalo, pa ne vem kaj, pa gor pa dol. In me res zanima, ali bo zdaj, ko bojo očitno, če bojo v opoziciji, a jim bo to še ratvalo, a jim bo to še uspevalo, Ker v času epidemije, moram priznati, jim je, Res, da je pač bilo 2 leti, da je bila epidemija in tako naprej, so lahko recimo nekako še na stare hlape, še na stare obrate še funkcionirali. Me res zanima, če zdaj, če bo pač njim, bo rekel, neprijazna ali pa ne oblast, ki bi oni bili z njo zadovoljni, 4 leta na oblasti, če jim bo to uspelo. Skratka, če bo kartelu uspelo preživeti. Ja, na tak način, Ali bojo pač lastniki rekli, sorry, recimo, ne vem, gradbeni baroni pa tako naprej, ali pa smetarski baroni, jaz moram pač preživeti, firma mora preživeti, bomo zdaj mi to malo tako. Ker dejansko vidimo, ko sem prej govoril, kaj je normalno v politiki, to je tudi normalno po drugih državah, Se pravi, kjer so pač mediji v zasebni lasti, se uredniška politika prilagaja pač interesom lastnika, in povezavam lastnika z oblastjo, Se v končni fazi zdaj sveži zmagovalec madžarskih volitev, po kolikih letih je rekel, da je vršil spet na nacionalno televizijo, Pa kdo je ploskal tle, ko je bil izvoljen? Asta Vrečko, Kaj je najprej naredil? Potem, ko je rekel, da bo ukinil televizijo. Tako, kaj je najprej naredil, ko je zmagal volitve, dol zaprl, informativni program. Se pravi, to
percepcija realnosti, posebej v levem delu slovenske politike, se desna tudi ni čist imuna na to, ampak če primerjamo, je 80-20 razmerja. No, se pravi, 80% po moji skromni oceni manj stika z realnostjo, ima ta hip slovenska levica v primerjavi z slovensko desnico. Ne? In to je za mene kot levičarja grozljivo. Ne? Ja, ta fenomen tu medijev, tega načina funkcioniranja, tega kartela, tu me tudi, če bo rekel, iz čist teh poklicno profesionalnih vzgibov me zanima, kaj se bo recimo tukaj zgodilo. No, jaz se dobro spomnim, ko sem bil takrat v Dnevnikovi hiši, sem bil urednik Direkta, in smo začeli nekaj pisati o dejanjih Ida Koseb, takrat je bila državna sekretarka, pa Janša, ampak pozneje itak je prestopila na drugo stran. In takrat me je Bojan Petan, predsednik uprave DZS-ja, me je poklical v sebi in je rekel, o tem ne smete več pisati, zato, ker gre za podjetje, gre za usodo časopisne hiše Dnevnik, časopisne hiše, firme DZS in tako dalje. In zna biti, da se bo tudi zdaj, recimo, ker doslej so se pač tako obnašali. Veš kaj, odvisno je, koliko so uspeli oni napumpati finančno vse te medije za naprej. To je zdaj, ker... Čeprav od nas se hitro porabi, veš, Miran, Hitro se ga porabi, lifestyle, ki so ga gojili, in politika ta leva, in mediji, in se ta največ lastnikom, več ali manj, seveda, da bo prišlo do sprememb, ampak spet, to so zasebni mediji, mi imamo problem z državnim medijem, a veš, mi imamo z državnim medijem, če si šel zadnje številke gledati, čez 2000 zaposlenih, od 150-106 milijonov evrov letno, od tega 74% samo za plače. Mislim, to je... tam so plače 60-70%. Ne, se pravi, 74%, mislim, da je bil podatek. Zdaj, lahko da je manjši ali večji, ampak nekako imamo v glavi 74%. Verjetno honorarije po 74%. Ja, verjetno, ampak, a veš, to je katastrofa, To je praktično, bom rekel, socialna ustanova. Ja, ljudje so... imamo problem in imamo STA glede tega, Ja, in poglej, Madžar, seveda na Madžarskem je dobil to ustavno večino, kjer je lahko prišel in bo zrezal, Te imajo to smolo, če se bojo res sestavili, da tega ne bojo mogli narediti. Je pa dobro, ker določene stvari, sicer res zdaj ne vem, ta napoved Stevanoviča, ukinitvi prispevka, a je to možno sploh pravzaprav... na ustavno sodišče bo to slejko prej na proračun prevališ financiranje, Dobro, to ampak bom rekel, treba se zavedati, da ta hiša se bo branila, ker ta hiša nima samo vloge v domači politiki, ampak ima tudi vlogo na zunaj, bom rekel, bolj mednarodno in to je, bom rekel, to ideologijo norosti, ki jo je Soros prinesel v Evropo, načeloma nekako ohranjati, ker to je tisti forte, pravzaprav, ki ima ta mednarodna skupnost, jo ima in seveda Bruselj je zelo občutljiv na medije, kakršnekoli spremembe. V medijih, čeprav kot vidimo Madžar, ki je bruseljski človek, pa je napovedal spremembo informativnega programa, oziroma ne spremembo, ukinitev. Ukinitev tovarne laži. Ni noben rekel, kar se tega tiče. Komisarka evropska, niso rekli. Tako da eventuelno... Tudi naša komisarka ne si rekel. Nič. Tako da bomo videli, če bi to recimo... če se bo sestavila ta desna vlada, če bi odigrala isto potezo, kot jo je Madžar odigral, kako bi tam reagiral Bruselj. Ja, se zdaj gremo, jaz če si imaš kaj še, gremo predlagati, da gremo naprej, zdaj pač na to taktiko Janeza Janše, ki jo je včeraj, potem, ko je Golob rekel, da odhaja v opozicijo, da je konec njihove zgodbe, konec je golobizma, je Janša še vedno izjavil, da on pa SDS vlade ne sestavlja, v tem trenutku rekel. Ampak zdaj jaz kolikor srečam, še danes, ko sem šel sem srečal enega od politikov teh treh desnih strank, mi pač pravijo, da je sestavljanje vlade v polnem teku, zdaj pod narekovaji polnem teku, neuradno. Tako da v čem je zdaj, bom rekel, kaj je po tvoje res, Aljuš, oziroma Miran, in če recimo, v čem je potem finta te Janševe taktike, da govori, da vlade ne sestavlja, če v resnici sestavlja? Ja, moja osebna izkušnja je podobna tvoje. Pač, kar meni ljudje rečejo, mi rečejo, da se vlada sestavlja.
to ljudje, ki bi morali vedeti, če bi se vlada sestavljala. Ki jo konec celo sestavljajo. Ja, ali pa celo sestavljajo, ja, pač zdaj, ne bom zdaj rekel, da mi vse povejo, ker to ni res, ampak ne, pač bi vedela se, ne, ali se, mislim, zakaj bi govorili, da se sestavlja, če se ne sestavlja, tega ne vidim. In drugo, tudi kar v medijih pač preberemo lahko, ne, tudi nekako dobimo vtis, da se pač sestavlja. Zdaj, zakaj Janez Janša ne hiti? Jaz mislim, da je par razlogov za to. Eden je ta, da to se ne da na hitro narediti, ne? Tako kot je recimo Robert Golob očitno mislil, se pravi, jaz sem zmagal volitve, pa bom zdaj sestavil vlado, pa čez 3 dni bom imel že vse pod streho, pa čau Miki, ne? To se mi zdi en pomemben razlog. Drugi pomemben razlog je, da gotov je znotraj tudi SDS-a dosti ljudi, ki seveda vidijo, v kakšnem stanju je država, ki so se malo navadili zdaj, tudi roko na srce 4 leta biti v opoziciji, ne? In zakaj bi za isto plačo pač zdaj prevzemal odgovornost za vse to, kar je Golobja jata naredila s to državo v zadnjih 4 letih, ne? Če si lahko pač v opoziciji, furaš te preiskovalne komisije in ti je lepo, ne? In tretji razlog, zakaj Janša pač okleva, po moje, je ta, da on se zaveda, da bodo takoj vsi nastrojeni proti njemu, tisti hip, ko bo minimalno ambicijo potem pokazal. Že zdaj, ko pravi, da nič ne dela, ne, pa mogoče celo res nič ne dela, že strašijo vsi pred vlado Janše in vsi se mobilizirajo in prevare se tu in prevaranti in ne vem kaj in ta vlada prevarantov, ki je sploh še ni, ne bo dolg, ne. Skratka, on more nekako pokazati, da ni bilo druge možnosti, ne. Ker takrat, ko je prejšnjič sestavil vlado, je bila podobna zgodba, ne? Se pravi, Šarec je rekel, da pač on odstopa, predčasnih volitev ni bilo na vidiku, ker poslanci se niso hoteli skrajšati mandata, potem je počasi začela že prve novice o epidemiji, so začele pač prihajati, ne? In pol nekako je prišlo do te Janševe vlade, ne? Jaz mislim, da zdaj verjetno Janša ubira podobno taktiko, plus dodatno oteževalna okoliščina, mislim, da je tu ta status resnice. Če bo Zoran Stevanović vztrajal pri tem, da on ne gre formalno v koalicijo z nikomer, ne, potem pač je seveda možna vlada tudi manjšinska z podporo stranke iz opozicije. To smo imeli tudi pri Šarcu, ne, stranko Levica, poseben sporazum. Ampak Janševa večina je že tako, tudi če bi Stevanović bil polnopravno zraven, je relativno trhla. Ne? 48 glasov, 46 jih nujno potrebuješ, da recimo lahko vsak dan mirno spiš. Ne? In zdaj brez Stevanovića je to še bolj trhlo. Ne? In Janša je že v štartu rekel, takoj po volitvah, da oni se bodo pogovarjali s poslanci, ne? Ja. Zdaj, mi smo upravičeno kritični do tega, kar recimo Svoboda počne, ki je rekla, mi bomo šli do poslancev, pa do članov, pa ne vem, do koga še sorodnikov, Logarja in jih bomo prepričali, ne, da naj pride v opozicijo. Ampak nihče pa ni recimo takrat skočil, ko je Janez Janša rekel, mi bomo pogledali, kdo je izvoljen za poslanca in če so to pač ljudje, ki jim je mar interes Slovenije, bomo mi šli v sestavljanje vlade. Ne. Tako da načeloma je njemu to res težko, še posebej, če bo ta posebej status resnice, potem tudi ta razdelitev pač resorjev, kaj to pomeni, to verjetno pol pomeni, da resnica ne bo imela ministrskih mest, ne? Se pravi pol druge stranke, ta razmerja med njimi, kaj bi kdo hotel biti, a ne? Težava je verjetno Anže Logar, ne? Ker si predstavljam, da če bi zdaj spet postal zunanji minister, zakaj je pol vse počel to vmes, kar je počel, ker to je že bil, ne? V Janševi vladi zunanji minister. Skratka, veliko tu je vprašanj, na katere verjetno je treba najti neke dobre odgovore in to se pač ne da čez noč, a ne? Jasno pa je, da tisti hip, ko pa bi Janša rekel, zdaj pa jaz sestavljam vlado, ne, bo pa blazen pritisk, ne, se pravi, vsi, ki realno ali pa nerealno računajo, da bi lahko kaj bili in stranke in tako naprej, ne, in verjetno se on tega zaveda, izkušenj ima ziher največ v slovenski politiki z sestavljanjem vlad, ne, od aktualnih politikov, in že ve, kaj dela, no, bi rekel. To se pravi, on mora iti v javnost takrat, oziroma bo šel v javnost takrat, ko bo stvar popolnoma zaključena, ne? Ko v bistvu več ne bo mogoče ne medijsko, ne s kakšnimi drugimi pritiski zrušiti. Bi si predstavljal, ne? Tudi pa ne vem zdaj, ker nimam teh informacij, do izvolitve Stevanovića za predsednika državnega zbora je ta dodatni trojček, ne, se pravi NSI original trojček, pa še ta dodatni trojček plus demokrati pa resnica, zelo usklajeno nastopo, no, kar je meni bilo recimo všeč, ker to neznačilno za slovensko politiko, ne, za slovensko politiko je značilno, da iz iste stranke predstavniki neusklajeno nastopajo, ko šele 3 stranke, pa od tega 2 čist nove, ne. Zdaj se mi zdi, odkar je Stevanović pač rato predsednik državnega zbora, kar je razumljivo, ne, ker zdaj je on,
najmočnejša politična figura, mogoče tega nismo omenili posebej. No? Se pravi, ko je bil Stevanović izvoljen za predsednika državnega zbora, se je relativna teža Roberta Goloba kot premijeja, ki upravlja tekoče posle, še dodatno zmanjšala, ne? Ker je zdaj iz novega parlamenta je Stevanović izvoljen in to nek najstarejši poslanec, ki je tam sam začasno. Ne? Stevanović, jaz verjamem, on bi rad bil 4 leta predsednik državnega zbora. Zdaj je on neka tu nova politična figura, nek nov politični center moči in je zdaj seveda nastopa samostojno, forsira ta program Resnice in tako naprej. Se mi zdi, da je to sem hotel reči na vprost, da je ta trojček zdaj ni več tak, ne? Zdaj pač v bistvu vprašanje še, koliko je zdaj to trojček. NSI, Resnica, Demokrati, ali je zdaj bolj tako še Demokrati pa NSI mogoče, ne? Če bojo v vladi, pa bo Resnica zunaj. Tu se mi zdi, da je ena tudi sprememba v dinamiki. No? Zdaj, ko praviš, da je pač dobil neko politično moč Stefanović, želi ostati predsednik državnega zbora 4 leta. Ne? Tudi zdaj je zanimivo, da je recimo, da je ta kolegi, ne prvi, ne, v tej vlogi v bistvu je sklical v petek dopoldne, takrat, ko je, oziroma ponedeljek dopoldne, takrat, ko je Nataša Pirc Musar sklicala posvet, ne, skratka, v iste mine dal, ne. Pa in ob nečloveški uri, ne, je rekla na poslanka ob 9 zjutraj. To je neka demonstracija moči, verjetno, ne, ali ne? Ja, on, mislim, zdaj, ne bomo zdaj, ker nismo taki kot politiki, ne bomo zdaj rekli, da vse, kar smo do zdaj, ali pa jaz ne bom rekel, da vse, kar sem do zdaj rekel Zoranu Stevanoviću, zdaj vzamem nazaj, pa imam zdaj čisto drugo mnenje, zato ker je slučajno se preklonil, če se je na eno stran namesto na drugo, to nima smisla. Ampak, če gledamo njegove poteze, odkar recimo je Resnica prišla v parlament in je on postal predsednik parlamentarne stranke. Za moj okus se on obnaša tako, kot bi se mogel obnašati Robert Golob, če bi hotel sestavljati vlado. Se pravi, Stevanović je državotvoren. Ne? Se pravi, hkrati pa ni zdaj pozabil vse, kar je prej govoril, pa rekel, zdaj pa to ni važno, mi smo tam to neki, zdaj ne bomo več. On je državotvoren, se pravi, šel je na pogovor Golobov, ko je bil povabljen. 2krat je bil tam, ne? Očitno je ocenil, da tam nekega kruha ne bo. Potem, kar je zdaj javno znano, kako so ti pogovori potekali, mene to ne čudi. Ne? Je pridružil se temu trojčku, pač NSI Demokrati. Ne? In je iz tega lahko dosegel spet več, kot bi on realno s 5 poslanci lahko dosegel. Ne? Ko je videl, da niti Gibanje Svoboda ne bo predlagal kandidata za predsednika državnega zbora, niti SDS ne bo predlagal, ne, je rekel, ajde, ne, probam jaz. Je tudi tvego, ne, se pravi, glasovanje je tajno, ne ve se, kaj bo, ne, je bil pač izvoljen. In odkar je predsednik državnega zbora, za moj okus se on normalno obnaša. Ok, rekel je, bom šel v Moskvo, ampak ni rekel, bom šel v Moskvo, da bom pač Putin mi povedal, kaj moramo mi tu delati pa to, ampak je rekel, bom gradil mostove, bomo se mi dogovorili znotraj, ne bom to soliral na neki gor dol. Skratka, z tega vidika mu zaenkrat ni kaj dosti za očitati in po dejanjih ga bomo sodili tudi naprej. Se to je ta bistvena razlika, ne? Se pravi, ti moraš politike soditi potem, kako se obnašajo in kaj počnejo. Ne potem, kaj oni rečejo, da bi oni hoteli, pa so naredili, pa niso naredili. In ta druga stran se mi zdi, da ravno zaradi tega zgubila, ker ljudje pač niso neumni. Ne? In Stevanović, kako si rekel, ta prvi sestanek, ki ga je sklical, ne? Mislim, on je to briljantno spelo. Luko Mesca je tako uspaval, da je protestiral potem, ko je bilo glasovanje že zaključeno. Ne? Sta videla tisto besedno izmenjavo. Ne? Se pravi, Luka Mesec se javil potem, ko je bilo tekme konc, da neka sodniška odločitev tam med tekmo ni bila fair, pa bi on zdaj var. Ne? Ja, ne moreš, Ljubček. Ne? Ampak pazi, prvo ime Slovenske levice. Ja, potencialno. Ja, ne? Se pravi, in mi je odpelo. Ne? In tudi to idiotsko obnašanje, moram druga reči, Gibanje Svoboda. Ne? Ok, dali so jim ta odbor, ki očitno jim ni pasal in pol zdaj ga niso hoteli in zdaj se pač čudijo, da ga je dobil nekdo drug. Ne? Mislim, skratka, osnovnih pravil posla se pač ne razumejo oziroma se ne znajo iti. Ne moramo mi zdaj čakati, da bo, ne vem, Robert Golob pri volji ali pa da bo 4 dni razmišljal ali pa da bo Tina Gaber vprašala svoje šlogarce, a bi zdaj oni imeli odbor za EU zadeve ali ne bi imeli. To ne gre, svet se vrti hiter, sploh v takih razmerah, kot dan živimo. Mi rabimo jutri enega, ki bo pač sposoben se odločiti. In sam še to vprost. Vidimo, da povsod druge se tako obnašajo. Ne? Te fotografije, kao v nekem dolenskem kofiču ali kje, Nade Drobne, ne? In pa pač enega direktorja od Južne. Ne? Se pravi, vsem je jasen, da se je treba pogovarjati, da je treba najti skupni jezik, minimalni skupni imenovalci, če hočemo preživeti. Razen liderju opozicije, ne, ki je vesel, da odhaja v opozicijo, Golobu, ki razlaga samo o nekih prevarah in kako z nobenim ne bo nič, ker so itak vsi sami prevaranti in sam golfajo. Taktika Janše. Dobro.
Dobra. Mislim, če res sestavlja, zdaj jaz nimam razlogov, da ne verjamem. Ne. Včeraj je naš kolega Gregorčič povedal na popu, da je sestavljena že celo, ne samo, da sestavlja. Ko bo to ve, Peter? A on zraven? Ja, ne vem. Mislim, če je noter v vladi, mogoče pa je, pa še ne vem. Zdaj vidva govorita, da se sestavlja. Mislim, da ljudje pravijo, Jaz sem ti rekel, da ko srečam iz politične desnice, mi pravi, da se sestavlja. Če jo sestavlja ali pa če je že sestavljena, je to naredil filigransko natančno očitno. Ne. Počakal je verjetno še zadnje odprto vprašanje, po moji oceni, demokrate, ne? Ampak pri čemer bi jaz rad povedal, to, ko govorimo o demokratih, ne govorimo o teh poslancih. Ne? Do mene prihajajo drugačne informacije in sicer, da ima Anže Logar bolj problem s svojim prvim prstanom, ne? Konkretno z Avblom, ne? Ki očitno ga vleče v Golobovo vlado, bom rekel, v Jankovićevo vlado, če parafraziram. Da, te Avbel. Ja. Kaj pa bi bil njegov motiv? A ti veš, mislim, ker mi res to čisto iskreno sprašujem, ker ne vem, zakaj bi Matej Avbelj. Jaz se tudi iskreno sprašujem, zakaj bi zdaj po Stevanoviću imel tak nastop v javnosti, zakaj bi dajal neke znake, da očitno lažje sodeluje z, bom rekel, Jankovićevimi ljudmi, kot pa z Janezom Janšo, z Vrtovcem in podobno. Skratka, jaz mislim, da bi bilo najbolj, da se tega Mateja Avbla pripelje v oddajo in se ga bo vprašal. Ne? Jaz mislim, da je tle večji problem demokratov, kot pa sami poslanci. Jaz nisem začutil pri gospodu Križanu, dobro, Potnika se še nismo slišali v javnosti, ampak pri gospodu Križanu, jaz za tega gospoda lahko sem rečem, dajte mu vsaj mesto podpredsednika državnega. Danes naj bi postal podpredsednik. Kakorkoli. Skratka, hočem reči, da je človek res državotvoren, ne gleda lastnih interesov. Ja, pa nekaj je naredil v življenju. Tako, ne? To se mogoče podcenjuje. Ne? Tako. Zdaj, ali je Janša čakal še zadnje te pretumbacije bom rekel, v demokratih, pri čemer moram povedati, Matej Avbelj bi bil po mojih ocenjah koristen človek za katerokoli vlado, bom rekel, na tem svojem področju. Ne zdaj mislim, da jaz osebnostno ga ne prenašam. Jaz pač ne prenašam določenih stališč, ki so bolj vezane kot nek interes, osebni interes. Tako da jaz mislim, da je tle Janša počakal še te zadnje pretumbacije znotraj demokratov in zdaj, če se sestavlja, se očitno sestavlja neka zgodba, ki bo zdržala do konca ali pa vsaj, bom rekel, 3 leta in pol ali pa ne vem koliko, ne bo to zgodba za pol leta ali pa 1 let. Ne. Dela jih čaka... Hotla bo. Mislim, hotla bo, ja. Zdaj, kaj bomo videli, ne? Zdaj, če bo to zdržalo več kot pol leta, ne, jaz mislim, da po pol leta bomo mi imeli na levici orang udarc, ne, mislim, vihar. Ne. Jaz ne verjamem, da stranka, kot je Svoboda, ki je narejena za vlado, v kateri so ljudje, ki žarijo le, ko so na oblasti, ne, da lahko čakajo toliko in toliko časa. Ne. Tako da to je že en, bom rekel, dober signal. Zdaj, te napovedane preiskovalne komisije so tudi dober signal. Ne. Skratka, je pa seveda težava. Vidva sta se prej pogovarjala, blagajne so očitno prazne. Ne. In to v času dosti debelih krav, kar se tiče polne zaposlenosti, politično, bom rekel, politične moči, ki jo je imel, očitno smo zavozili državo v teh 4 letih. Ne. Tako da, neki pomisleki so, zato verjetno Janša potrebuje nekaj več garancij te skupine. Optimalno bi to bila skupina 50 ljudi v parlamentu, ne. Lahko je pa že jutri pa, tako kot si omenil, ne, na 43, ne, spet, ne. In vse zadeve, ki se glasujejo v parlamentu z potrebno relativno, oziroma z 46, ja, rok, ne, so vprašljive. Ne. Tako da, dajmo počakati. Jaz mislim, da lahko, da je že sestavljena, lahko, da se sestavlja, ampak belega dima ta moment še nimamo. Predsednica je včeraj povedala, da noben nima potrebnih 46 glasov. Jaz mislim, da tudi predsednica se je spravila v nek kot, ne, čakanja 46. Glasu. Jaz mislim, da bi mogla odigrati drugače, ne, pač podeliti relativnemu zmagovalcu in bi se to vse skupaj hitreje potem obračali. Ne. Skratka, ne vem, jaz bi rad spremembe, želim si spremembe, ne vem pa, če so ta moment že res tako dogovorjene, kot se bi želi predstaviti v javnosti in pravzaprav, ne vem, vlada prevare je še pravzaprav globoko v
oblakih, če ne vidim še te prevare. Kakšno vlogo pa tu igrajo recimo tile egoti, ne, politikov, recimo, pač zdaj, ne vem, se govori, da je Janša hotel počakati, da Golob prizna poraz, ne, in da pač mora povedati, da je vrgel puško v koruzo, ne. Pa recimo, da prenese 46 podpisov 9. maja Nataši Pirc Musar, ko ima ona rojsten dan, pa dan pred iztekom roka in tako dalje. Ne? Čeprav načeloma ti egoti to velja, šteje neki, ne? v teh političnih odločitvah. V slovenski politiki precej. S tem, da spet mislim, da na levici veliko več kot na desnici. Ne? Sej v bistvu oni iz svojega egotripa zdaj učitajo desnici, da je nedosledna. Ne? Recimo Žanu Mahniču, češ, kaj si ti govoril o Stevanoviću, ne vem, v Kranju pred 10 leti, zdaj pa tako. Ne? To je pač čist brez veze, zato ker, tako sem rekel, realna razmerja političnih sil so pomembna. Ne? Mi smo šli na volitve, ki so boje praznik demokracije. Ne? Volilna udeležba je bila visoka. Vse volilne morebitne nepravilnosti, ki so bile očitane, niso šle v škodo pač Gibanju Svoboda ali pa vladajoči koaliciji, kvečjemu obratno. Ne? Volilni postopek imajo bolj ali manj ljudje, pač njihovi ljudje pod kontrolo, ne? Ali pa ljudje, ki izhajajo iz njihovega pač političnega pola. Ne? Se pravi, kvazi oni jamrajo. Ne? In volivci so pač odločili tako, kot so odločili. Ja, največ glasov so podelili Gibanje Svoboda, 8-9 tisoč več kot prvemu naslednjemu, ne? Se pravi, ni taka razlika za dol pas. In matematika v državnem zboru je taka, kakršna je. Ali je zmeraj relativni zmagovalec sestavil vlado? Ni. Ne? Smo omenili že danes večkrat dva primera. Zoran Janković ni, Janez Janša ni. Ne? Se pravi, to ni neka noviteta. Ne? Koalicijske vlade smo tudi zmerom imeli, ne? Enobarne koalicijske vlade smo tudi imeli, ne nazadnje smo zdaj 4 leta gledali in ta vlada, če bo do nje prišlo, se pravi, desnica plus resnica bo veliko bolj raznobarna, kot je bila zadnja ta 4-letna, ne, pa to nobenega ni motilo. Se pravi, jaz res ne vem, mislim, jaz razumem, da pač se njim so zgubili, pa tako, pa so razočarali, to je čisto človeško, to bi jaz na njihovem mestu bil isto. Samo o čem se mi pogovarjamo zdaj, Bojan? Mislim, kakve prevare, kaj tu zdaj, kakšne, mislim, kakva neke, bi rekel, nenaravno stanje iz tega ven delajo. Ne? Se pravi, res nam sporočajo, da če Janez Janša vlada, da to je nemogoče, da to je pač nekaj, kar je že samo po sebi prevara in nenaravno stanje za Slovenijo. Ne? Mislim, ta utrip, ali kaj je ta oddaja na TV Slovenija, zdaj, ki je bila ta zadnja, pa to je grozljivo. Mislim, da to nek javni zavod ali pa kjerkoli medij, recimo, da ven iz sebe na tak način. Mislim, pa o čem se mi pogovarjamo. Hkrati pa zdaj, srečen voditelj opozicije še 2 dni nazaj govoril o vladi narodne enotnosti. Ja, kje so šli brez 300,000 ljudi, ki so šli na volitve, pa dali glas Janezu Janši? En teden nazaj je v Mirni Luki govoril, kamor vozi ladjo. Je govoriti o vladi narodne enotnosti. Plus še Nova Slovenija, pa vsi, ki pa ne bi bili zraven, če to vse prišteješ še več teh ljudi. Ne? Vse je bilo normalno, zdaj vse nenormalno. Ne? Mislim, mi moramo na neki točki pač ugotoviti, da pač mi imamo samo eno vlado. In ta vlada, ki je bila do zdaj, je bila naša vlada, ker sam to vlado smo imeli. In ta vlada, če bo nova, bo spet naša vlada, ker sam to vlado bomo imeli. In pač bomo do nje kritični, če bo pa kaj pozitivnega naredila, jo bomo pa pač pritrdili, ne? Jo bomo pohvalili. Sej drugače biti ne more. Mislim, neko obsedno stanje, ki se zdaj že vnaprej ustvarja, ta nek občutek histerije, jaz se tega najbolj bojim, ne? Ker časi res niso rožnati. In vlada, ki odhaja, je dosti prispevala k temu, da časi niso rožnati. Tu je treba biti iskren. Ne? In zdaj oni najbolj kurijo, ne? Kako zdaj te, ki bojo prišli, pa to je treba jih na nož pričakati, pa out, pa ne vem kva. Ne? To ni koristno, niti za državo, niti v končni fazi za njihovo volilno telo. Na neki točki bojo mogli, jaz upam, malo več od tega pač pokazati. Ne? Ampak zaenkrat očitno še niso na tej točki, da bi ugotovili, da morajo malo več pokazati. Najbolj žalosten je to, to si zelo lepo povedal, najbolj žalosten je to, če gremo mi danes gledati, vsi trije poznamo te poslance tudi na levici, vsaj nekatere. Ne? Jaz sem prepričan, pa jih ne bom imenoval, da jih spravljamo v neprijeten položaj. Vsaj 5 bi jih najdel, ki bi se danes pridružili taki vladi, kot se bojda sestavlja ali pa je sestavljena, pa ne smejo tega narediti. Ne. Se pravi, mi smo pripeljali do absurda to politično sceno. Ne. In tukaj je recimo Anže Logar podcenjeval to stanje. Jaz sem zelo podpiral, ko je on rekel, ne, da si želi neke leve stranke. Ampak on si v tistem momentu verjetno ni mogel tudi predstavljati,
da bo govorim verjetno o SD-ju, je mislil tudi on, ne, da bo ta stranka tako zaklenjena, da se ne bo upala tudi dober dan reči. Ne vem, če ne Janši pa Vrtovcu. To se mi zdi, da je bilo malo naivno, to, če si je Ja, predstavljal. sej, pravim. Če bi on vodil vlado, to bi bilo pol možno. Ja, recimo. On vodi vlado, je relativni zmagovalec, pa ima pač eno bolj levo, eno bolj desno noter. Ja, s 6% S 6 poslanci ampak tega ne hočem ti reči, strašljivo je to, da se mi danes, ali pa da se na tem, dobro, logično je zaradi teh osebnih ambicij, ne, ukvarjajo toliko z, bom rekel, Janezom Janšo, ne pa z državo. Ne. Pa intimno jih vsaj 5 poznam takih, ki bi šli danes v to vlado ali pa podprli vsaj del programa te vlade, ker se zavedajo, da če je pravzaprav lonc postrgan, nimaš več komu kaj dati. Ne? In to so naredili da so postrgali ta lonc in nimaš več komu kaj dati. Ne? Tako da, in bom rekel, taki ljudje so odgovorni ljudje, ne? Pa so, bom rekel, na tem levem političnem polu, ampak manjšina, ne upajo se verjetno tudi v svojih poslanskih skupinah reči, recimo v SD-ju, da bi rekel, Han, da pride pa da reče, dajmo ljudje, vsaj poslušati jih, dajmo, ne rabimo Janše, dajmo Vrtovca poklicati, pa videti, pa Anžeta, pa Stevanoviča, kaj nam imajo zapovedati. A smo sploh kje kompatibilni? Ne smejo. Kučan rekel, da je Vrtovec zdaj še bolj desno od Janše. Enostavno ne smejo tega, to pa je razlika, bom rekel, zdaj, če se vrnem na tisto vprašanje, tvoj SD pa današnji SD. Ja, ampak zdaj hitro, zdaj vidim, da smo že pozni. Evo, več stavčno povedati. Koga, sem to spet namirano, se strinjam, kdo tu figurira zdaj kot nek lider, Gledamo SD, Imamo Hana, za katerega je v njem prisluhu pač rekla znana odvetnica, da on tudi jemlje procente, Potem imamo poslanko Meiro Hot dol na obali, vemo, kakve so njene sorodstvene povezave in kaj se tistim njenim sorodnikom recimo očita, Potem imamo Luko Mesca, ki bojda najbolj trepeta v volilni kampanji, da ne bi kakšni posnetki uporabe neprepovedanih drog z njegove strani prišli v javnost, Asto Vrečko, ki trepeta tam, da bo se razkrilo pač, kdo vse je kaj počel iz njenega najožjega kroga v tistem nesrečnem fotopubu. Se pravi, če to vidijo na uni strani, Alenka Bratušek, da ne pozabim, ki se je omenjala kot naslednica Roberta Goloba, potem, ko je generalna sekretarka Gibanja Svoboda rekla, jaz vem točno, kje krade, tam je ukradla 2,5 milijona. Se pravi, če to tam na površje pride, kot tisto, kar jih bo vodil, ja, pa se ne morejo čuditi, da če zgubljajo volitve, pa da pač druga stran sestavlja vlado. V redu, Miran pa Aljuš, najlepša hvala za danes, vidimo se znova v petek, moramo res končati, žal, če pa bi lahko debata šla še naprej. Takrat pa seveda ne pozabite, kje je bojanje tudi požar.